Kaj pa pol kaj od Power Metra, da naredijo malo reklame, a bi kakšnega bolj svetoval, kakor drugega, kakšen si slišal kaj slabega, tako ka jaz vem, da skozi dobivam neke kritike, sam jaz, ko sem prodajalec, pač mene ben pol ne posluša, tako da bom reč tebe vprašal. Kaj si pa dobil kritike? To me mogoče prvo zanima. Kritike, iglih na prodajalca Števcev, ki ga vsi poznajo, tam mislim, da do zdaj nisem v zadnjih, mislim, da je bila prva ali druga serija, da je v redu delala. Tretja pa ne. Od pol naprej pa jaz ne poznam nobenega, niti trgovca, niti uporabnika, ki je rekel, da je pa zadovoljen. Pač to je tako, sem imel tudi stranke, ki so ga po 5krat nazaj odnesle, pa pač ni štimal. Ja, v bistvu tako, ne, kako se reče, Vektor. Vektor ima oni. Vektor. Pač ko, ja, trenutno imamo zelo veliko teh proizvajalcev, sploh ne vem, v zadnjih 2-3 letih so se pojavili nek pač 4i in te zadeve, ki so relativno ugodne, ampak pač ko iz prakse gre to za zelo katastrofalne podatke. No, za njih tudi nisem slišal dobrih stvari. Ja, jaz tudi v bistvu v praksi nisem videl, da bi se pač obnesli tako, pač res katastrofalni podatki. Tako pač iz vidika price performance pač bi zdaj verjetno govoril mogoče o 2 ali pa o 3 proizvajalcih, se pravi Axioma iz vidika price performance zelo dobra, pač sem v bistvu tudi slišal, da so imeli določene težave kolesarji, ampak večinoma potem z supportom, ki ga imajo, so pač uredili, pa ni bilo težav tudi to, da so pač rekli, lepo še nazaj, boš dobil nove. Pač to, v bistvu, ki jih tudi pač imamo tudi mi in je tako, da smo relativno velikih pač tudi v labo uporabljali in so pač se izkazali za relativno pač zanesljive, se pravi relativno majhne dnevne variacije, se pravi lahko pač nekako trdimo, da pač iz dneva v dan kaže podobno, ker recimo kakšen 4i, Stages, Garmin, Vektor, ima te težave, da jih samo že mala sprememba vremena precej vrže iz tira. Tako da ja, pač Axioma, Power to Max, relativno dobra. Dobra znamka, jaz imam v bistvu na svojem kolesu, pa je zdaj, mislim, da je Power Meter bil kupljen leta 2015. Ali pa 2014. Od Power to Max. Od Power to Max. Po moje še druga generacija Power Metrov, ki so jih imeli, pa dela še zdaj. Pa dober dela. 2-krat, 3-krat na mesec ga imamo v labu, lahko pač potem gledamo razlike, kako kaže, še vedno super dela. To, rotor in power, se pravi od rotora, tudi zelo dobre številke, sicer zadnje čase, pa predvsem na mountain bike imajo težave, da malenkost više številke vrača, da se pravi slob koeficient, ki ga imajo za določene moči, je pač malenkost višji in potem pri višjih intenzivnostih malo više, ampak na cestnih kolesih, to, kar sem imel možnost pač tudi potestirati, se je pač tudi kar dobro odnesla. To so te 3 znamke, ki govorimo, da lahko priješ z nekim budžetom, rečemo med 500 pa 800 evri do zelo solidnega Power Metra, ki ti... Ok, Power to Max je malo dražji. Ja, sicer ima do opcije tudi recimo NG Eco, ko je bila, se pravi je v bistvu nekoliko cenejša verzija, kjer oni potem fabriško reče, da ok, malenkost manj je natančna, nima 1%, ampak ima 2%, ampak tudi tukaj ima 1%, ima več kot 2% napake. Pride pač potem ugodneje, pa se v praksi zelo dobro odnese, ampak ja, govorimo o tem rangu, rečemo od 500 do pač 1000 evrov. Pomalo pa pač neke zelo hude parametre, recimo SRM je pač firma, ki je pač načeloma velikrat tudi v researchu uporabljajo kot zlati standard, pa jaz iz prakse lahko povem, da se ni izkazal za zlati standard, ker so imeli kolesarji pač relativno veliko težav z njim, najslabše je pa še njihov support, karkoli je narobe, moraš poslati k njim v Nemčijo, da oni pogledajo, zrihtajo, pošljajo nazaj, to traja minimalno 3 tedne. Sorry, jaz pa zdaj, če sem do 3 ure za Power Meter, ne bom 3 tedne brez njega. Pošlj mi replacement, ga bom imel, dobiš drugega nazaj. Pač tako praktično, se sicer zdaj pri novih ima do nekaj nadaljavo še, ampak večinoma je še tako, da bi radi, da dobijo nazaj. Jaz pa tako pač, to je pa kar tako. Kar sem jaz slišal še takrat, ko so jih določena kvazi slovenska ekipa v Pro Touru
kaj je toliko Slovencev nota, ne? So takrat imeli v ekipi, so bili sponzorirani in je, da so jih dobili nore količine in čisto vse so nazaj poslali, ker niti eden ni bil. Sam takrat mislim, da so imeli še gonilke od njih in da nobena ni bila ravna. Je bilo pač skozi tako odstopanje. In in so takrat mislim, da čisto... Za zlati standard sem bil skar razočaran, tako da ga tudi ne bi priporočal. Tako da Xiaomi, Power to Max, pa od Rotorja, trenutno so 3 znamke, ki so nekako najbližje. A od Speedplaya ste sploh že imeli kakšne? Imam trenutno 2 kolesarje, ki jih ima, pa bom v bistvu jih dobil v nedeljo na testiranje, ker ste v bistvu iz Švedske. Pa prijeta v bistvu, zdaj malo potujete po Franciji, pa kolesarite, pa so to potem konec tedna ostavita pri meni tudi na obisku, pa smo se zmenili, da se bom tudi testirati, tako da jih bom tudi potestiral, da bom dejansko videl, kako se obnese. Nisem jih pa še imel. To, če boš imel čas, sam zapiš pod video prav komentar. Sam tako, bullet pointi, ne si vzeti zdaj, da boš cel spis pisal, ampak sam to, da bomo vedeli, ko se tepka jaz pedali, sem noro zadovoljen, pa če jaz ne grem več na druga pedala in razmišljam o teh powermeter pedalih njihovih že takrat, ko sem vam prišla, samo mogli enega. Ne bom šel zdaj. Ona da sta načeloma sicer ful zadovoljna, ker sta bila tudi v bistvu že prej na Speedplay pedalah, pa je v bistvu pač, ko so pač pokupili, jih je v Hupa kupil, sta bolj tudi vzela powermetri, tako da zaenkrat štima, bomo pa videli, kaj bo nedela, me zanima. Jaz to, kar sem prebral še takrat, ko so vam prišli, je bilo sicer neki kritik, ampak v Huju, vsak, kar sem jaz ugotovil, prve 2 do 3 mesece, ko pride nov izdelek ven, ga ne kupiti. Ker dokler ne naredijo unih par updateov, je izdelek lahko totalno neuporaben, sploh če si malo bolj tech savvy, pač ni ok. Pa pač pridejo prvi updatei, ki bage pošlihtajo, pol pa zadeva špila brez problema. Tako da, če kdo kupuje, prvo naredite, počakajte, naredite update, pa funkcionira. Tako da to, kar se tega tiče, še za stage sem te hotel vprašati, kaj sem ga imel gor včasih, pa meni se ni zdel, da mi kaj, mislim, meni je skozi v redu delo, edino, kar je pa bila težava, je bila mogoče s temi pokrovčki, smo imeli takrat par strank, še v bivši firmi, da so se te pokrovčki jim lomili, da so bili preveč, ta nek hakalček si imel na konci in so malo preveč grobo in pa smo mogli imeti pokrovčke nove na zalogi. Vse ostalo, drugače pa, nisem. Tako, jaz mislim, pri Stages je bi tako zmešanimi občutki, jaz mislim, da koliko ti je uspelo dobiti kakšno solidno serijo. Ene serije so bile tako, da so bile pač katastrofalne, ker je pač en dan kazal 50 W več kot drug dan, ampak ta primer je dejansko profesionalna ekipa, ki je pač imela Stages in smo delali neki testiranje z njimi in tako pač en dan je kazal dejansko 50 W več kot drug dan. Njim se to zdelo normalno. Tako da pač malo odvisno od serije, pač sem imel pa tudi stranke, ki so bile pa ful zadovoljne in ni bilo nobenih težav, da so relativno ok kazale. Vemo, da ima pač lahko malenkost večja dnevna nihanja, se pravi iz dneva v dan, da so te številke tako malenkost bolj razmetane, ampak overall, če si pač zadev dobro serijo, pač so bile lahko tudi ok, tudi predvsem zaradi tega, ker si jih lahko kot po dober del dobo. Vseeno tu pač nekako gledamo tudi pač ta spektr, se pravi pač finančen, sploh za kakšne entry level, nekdo, ki se začenja šele s tem, je pač lahko verjetno čisto ok, tudi recimo potem pa Xiaomi, nekdo, ki se v bistvu pač začenja ukvarjati z nekim bolj treningom, z močjo, rečemo, gremo enostranskega, pa če boš pač vse ok, pa ti bo potem cool, naredimo nadgradnjo na oboje stranskega, pa pač je stvar rešena, ker je pač full simple.